Muzej baroka je eden izmed najmlajših muzejev v Sloveniji. V prostorih starega župnijskega Marofa, tukaj za nami, ga je tudi s pomočjo evropskih sredstev dala urediti občina Šmarje pri Jelšah. Odprt je bil leta 2016, skrb zanj in za njegove obiskovalce pa je bila zaupana knjižnici Šmarje pri Jelšah. Ni pa to edini muzej v naši občini. Še enega imamo v Lembergu. Lepo pozdravljeni, spoštovani ljubitelji muzejev in kulture. Za letošnji Mednarodni dan muzejev vas vljudno vabimo, da pridete pogledat stari srednjeveški trg Lemberg, kjer še danes stoji mestna hiša Rotovž z roko pravice in prangerjem in govori o bogati zgodovini tega srednjeveškega trga na tem območju. Rotovž je hiša, v kateri je bilo nekoč eno prvih sodišč na Spodnjem Štajerskem. Danes pa se v njej nahaja lokalni zgodovinski muzej, kjer so zbrani originalni predmeti iz preteklosti in pričajo o nekdanji slavi, ki jo je trg Lemberg skozi stoletja imel. Muzej na Rotovžu je danes odprt med 10. in 18. uro. V tem času si lahko brezplačno ogledate stalno muzejsko zbirko, prav tako pa si lahko ogledate še začasno fotografsko razstavo o velikonočni lemberški mlinčni potici. Seveda pa ste vabljeni tudi vse ostale dni v letu na ogled muzeja. Pridite in se prepričajte o pestri zgodovini tega zares starega trga. Se vidimo v Lembergu. Šmarje pri Jelšah se ponaša z najbolj celovito zbirko baročnih kipov na slovenskih tleh. Zaradi ogroženosti so bili leseni kipi obnovljeni primerno muzejski postavitvi in tukaj vstopajo z obiskovalci v čisto poseben odnos. Prvi odziv vsakogar, ki prvič vstopi v naš muzej, najbolje opisujejo besede, ki jih je ob svojem prvem obisku zapisal v knjigo Tisov Tone Partlič. Prišel, videl, osupnil. Muzejska postavitev 43 kipov je taka, da obiskovalec postane del razstave, vstopi v življenje teh kipov in prav v tem se kaže mojstrstvo avtorice stalne postavitve razstave gospe Mete Hočevar. Obiskovalec našega muzeja ne samo vidi, ampak ga začuti. V našem muzeju se lahko obiskovalec sreča z vsakim kipom posebej. Se mu zazre v obraz in se skuša vživeti v razpoloženje tistega, ki ga kip predstavlja. Naprimer Marije pod križem, pa Marije Magdalene in apostola Janeza. Ali pa svetega Roka, ki ga zaradi neobičajne drže in školjk pokrovač na ogrinjalu marsikdo zamenja za svetega Jakoba. Po drugi strani pa lahko kip doživimo kot umetnino iz 18. stoletja, ki si jo lahko ogledamo iz vseh možnih zornih kotov in razdalj. Tega, takrat, ko so še stali v kapelah, nismo mogli. Zato nas kipi v muzeju tudi nemalokrat povsem presenetijo. Medtem ko smo zgodbo, ki jo kipi pripovedujejo v skupini v posameznih kapelah, ohranili z izdelavo kopij, kipi v muzeju vzpostavijo povsem nov odnos z drugimi kipi in z obiskovalcem samim. Tako je muzej postal nadgradnja kalvarijskih kapel in šele po obisku muzeja se nam odstre celotna podoba tega izjemnega spomeniškega kompleksa. Zakaj? Ker v muzeju obiskovalcem predstavimo ne le eksponate, pač pa tudi marsikatero zgodbo iz življenja tukajšnjih prebivalcev, o romanjih in navadah. Zgodi pa se tudi, da obiskovalci nam povejo kakšno zgodbo. Tako se spomnim, kmalu po odprtju muzeja je k nam prišel obiskovalec, ki je v Šmarje kot otrok večkrat poromal svojo staro mamo. Da se mu pot ni preveč vlekla, kot se otrokom to rado zgodi, mu je stara mama pripovedovala različne zgodbe. Ena med njimi je šla takole. Stari ljudje so znali povedati, da je v starih časih v Šmarju vladala strašanska suša. Najhuje je bilo ravno takrat, ko so na kapele nanašali omet.
Omet, kot vemo, se meša z vodo, vode pa ni bilo. Toda vrli Šmarčani so se pod vodstvom svojega župnika Mateja Vrečarja dobro znašli. Namesto vode so v omet zamešali vino. Pa je bilo. In je v tem tudi kaj resnice? Lahko da. Namreč, ko je Matej Vrečar umrl, so popisali vse, kar je materialnega pustil na tej zemlji. Med drugim se je v kleteh našlo tudi kar 100 000 litrov vina. To je bila le ena od zgodb, ki jih slišite, če obiščete muzej baroka. Lahko pa naš muzej obiščete ob čisto posebnih trenutkih, ko se tale glavna razstavna dvorana spremeni v glasbeno. Takrat med obiskovalci in kipi zazveni največkrat glasbena klasika. Da obiskovalci dobijo popoln uvid v preplet zgodb poti trpljenja, čustvovanje preprostega človeka 18. stoletja, o genialnosti avtorja baročne kalvarije, župnika dr. Mateja Vrečarja in nenazadnje v ta čudovit svet baročnih presežkov, priporočamo, da Šmarju pri Jelšah namenite več časa kot le kratek postanek za kavo na poti v večja turistična središča. Šmarje pri Jelšah s svojimi zgodbami je namreč kraj, v katerem si lahko nahranite dušo. Najprimernejši lokal za to pa so Kalvarija, Cerkev svetega Roka in Muzej baroka tukaj pred nami, ki je od aprila do novembra odprt od torka do nedelje, v zimskem času pa od torka do petka. Vabljeni v Šmarje in lepo se imejte!